Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Slovenija je dobila svojo 10. vlado, v petek 10.2. je imela svojo prvo sejo. Kaj kažejo njene prve poteze, ki so povezane predvsem z kadrovskimi menjavami, reorganizacijo vlade, prav tako bomo govorili tudi o odnosu med predsednikom države Danilom Türkom in Janezom Janšo. Mislim, da sta se srečala ravno pred 2 dnevoma. Prav tako tudi, kakšen bo pravzaprav odnos med nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom in Janezom Janšo, ki je že v fazi velike polemike. O tem in o drugih zadevah povezanih z sedanjo vlado, seveda z eminentnimi gosti, Matejom Lahovnikom, nekdanjim ministrom za gospodarstvo, dr. Darko Štrajnom iz Liberalne akademije, potem Igorjem Kršinerjem iz Združenja novinarjev in publicistov in pa novinarjem Reporterja, ter Borutom Hočevarjem, urednikom žurnala. Pa bi mogoče najprej, gospod Lahovnik, vi ste bili v vladi kot minister za gospodarstvo. Kaj pravite na te prve kadrovske zamenjave? Zahteva se primopredajni zapisnik, tudi Pahorjeva vlada je zahtevala seznam zaposlenih v mandatu Janševe vlade. Mislim, kaj pravite na, se vam zdi to pravzaprav neobičajno ali je to normalna poteza? Jaz mislim, da gre za običajno normalno potezo. Tudi v prejšnji vladi so se storili podobni koraki. Vsaka vlada ima tudi pravico, da imenuje na najvišja državniška mesta ljudi, ki jim pač zaupa, da si izbere ekipo, ki jih zaupa, in jaz zaenkrat ne vidim nič neobičajnega. Mislim, da je zadeva pač gre za rutinski pač prevzem nalog in skratka nobenih posebnosti. Gospod Štrajn, kaj pa vi pravite na, recimo, na te kadrovske poteze? Prve zamenjali so na prvi seji vlade nekdanjega direktorja Sove Selana, potem Darjan Košir, nekdanji direktor Ukoma, potem še nekatere druge poteze se napovedujejo. Kako pa vi gledate na recimo te prve kadrovske poteze vlade? Ja, te prve kadrovske poteze vlade so seveda bile izvedljive, vendar so zelo simptomalne. Predvsem je simptomalno to, da je bil takoj zamenjan šef Sove, gospod Selan. Šef Sove, ja, tako, šef obveščevalne službe. No in dobro, za druge dve, mislim, malo bi rekel bizarno, da je moral biti tako hitro zamenjan tudi šef urada za verske skupnosti in tako dalje. No, ukinja se ta urad za verske skupnosti in še nekateri uradi se ukinja. No, se pravim, to je v vsakem primeru, se pravim, ne morem nasprotovati temu, da to ne bi bilo, da to ni izvedljivo in tako dalje, vendar glede na vladne obljube je vseeno malce hecno, tako rekel, da se najprej dogajajo nekaj na nekih takih resorih, ki z glavnim najbolj, ko bi rekel, strateško pomeni področjem, kot je gospodarstvo, recimo sploh nimajo pomembnejše zveze. No, s tem, da bi pa seveda rekel, na tole, predvsem ta menjava, hitra menjava na mestu šefa obveščevalne službe, je seveda zelo, ko bi rekel, zgovorna, kaže pač na Tomaž Majer efekt. Skratka, jaz se zelo bojim, da ta poteza pravzaprav opozarja na to, da ta vlada se ne misli odreči avtoritarni paradigmi, kakršno smo poznali že iz njenega prvega mandata. Hkrati pa seveda se bo tukaj, lahko napovem, se bo zgodil nek, bom rekel, inverzni učinek Udbe. Stari udbovci so zdaj lahko nad vse zadovoljni, ker se skratka nenadoma tudi tisti, ki smo bili v prejšnjem režimu predmet pritiskov Udbe, zasliševanja in tako dalje, smo zdaj nenadoma dobivamo, jaz sem recimo ravno danes, ampak to ni edino, dobil pismo z naslovljeno Udbovski ovaduh, na primer, tako veliko mojih prijateljev dobiva podobne, kar pomeni, da ta Tomaž Majer efekt deluje,
in seveda deluje ravno zaradi tega, zaradi takih gest, ki so pač zelo zgovorne. Nekaj razlogov za to zamenjavo direktorja Sove je zdaj sedanja pozicija mu očita nezakonito zapiranje arhiva SDV z izgovorom, da je zakon o arhivskem gradivu in dokumentacijskem gradivu v neskladju z ustavo, potem neustavnost presoja Ustavno sodišče, in pravijo ne direktor Sove. Pahorjeva vlada naj bi že od 2010 nezakonito zapirala arhiv Udbe, s čimer naj bi se ne ščiti interes državljanov, ampak interese nekdanjih in nekaterih sedanjih političnih akterjev, pa očitamo tudi, da se je aktivno vključil v politično kampanjo pri referendumu 2011, kaj pravite na to? Pri katerem referendumu? Mislim, da o zakonu o arhivskem gradivu, mislim, da je bil. Ja, mislim, po funkciji se mora vključiti. Drugače, vse to, kar ste zdaj našteli, to je bilo, rekel, tam so bile vse stvari dokončno že povedane. Zdaj, seveda, jaz dopuščam, da imajo oni kakršnokoli že mnenje o čemerkoli, vendar jaz samo o tem govorim, da je hitenje s to potezo pač enostavno zelo zgovorno. Gospod Lahovnik se je javil za repliko, potem pa bomo šli po vrsti. Če želim pojasniti moj pogled. Meni se zdi povsem običajno, da si vsak predsednik vlade, vsaka vlada izbere svojo ekipo. Jaz mislim, da recimo selektor slovenske nogometne reprezentance Stojanović ne bi pristal na to, da igra z igralci prejšnjega selektorja ali pa da mu to ekipo igralce izbira nekdo drug. In jaz ne vidim nobenega problema, da se tudi na najvišja uradniška mesta postavi ljudi, ki jim vlada zaupa. Ne nazadnje, vlada odgovarja za celo vrsto stvari, tudi za obveščevalno varnostno dejavnost v državi mora biti na določenem nivoju, in če menijo, da oseba, ki je tam, ne izpolnjuje določenih standardov, ima pravico, da zamenja. Tudi jaz, ko sem prišel na ministrstvo, sem si izbral kabinet in dal noter ljudi, za katere sem menil, da so strokovni, da so najboljši, in tudi, ko sem odšel, je pač moja naslednica naredila celo vrsto zamenjav, pa nihče iz tega ni delal cirkusa. Tako da mislim, da to mora biti pač nekaj običajnega, tudi v tujini je tako, tudi v ZDA je tako. In zame je veliko bolj pomembno, kako bodo ti ljudje delovali v prihodnosti. In jaz bi jih sodil po rezultatih, ne samo po tistih prvih zamenjavah. To je pač pravica vlade, da nastavi ljudi, ki jim zaupa. Nekaj pove tudi to, kako so delovali v preteklosti, recimo pri Anžetu Logarju in tako dalje. Jaz ne zanikam to, da nima vlada pravice pač zamenjati ljudi, ki na določenih mestih, ki so za to predvidena. S tem, da je pri nas, moram priznati, naša zakonodaja, ki je najprej Virant naredil eno v redu zakonodajo, kakor hitro je prišel Janša na vlado, je tisto zakonodajo v ključni točki spremenil in tako dalje. Skratka, naša zakonodaja je tle slaba, ne omogoča avtonomne, strokovne državne uprave, ampak dobro, kljub temu je seveda mogoče so določena mesta, kjer je normalno, da se ljudje zamenjajo. Ampak jaz ne govorim o tem, ali bi oni smeli ali ne bi smeli, govorim samo o tem, da je hitenje vlade v tej točki pač zelo značilno in nam daje slutiti, s kakšnim tipom vladavine pravzaprav bomo imeli opraviti. Jaz bi seveda bil zelo vesel, če se to ne bi zgodilo, ampak bojim se, da je to neizbežno. Dobro, jaz bi sam še povabil seveda gledalke in gledalce k glasovanju in sicer ali podpirajo vlado Janeza Janše, odgovor je da in ne. Gremo po vrsti sam, če lahko mogoče Igor, kaj pa ti praviš, v bistvu, če primerjaš zadeve z novim načinom kadrovanja, ki ga je takrat Borut Pahor uvedel, kjer je rekel, da pač se nikoga ne bo zamenjalo samo zaradi političnih zadev do ravni državnih sekretarjev in direktorjev, če pač pred iztekom mandata, če mu ne bo dokazali slabega dela, in potem so izumili ta KAS pa AUKN in te zadeve, mislim, zdaj, če primerjaš v bistvu te prve poteze vlade, te in bivše vlade.
No, pri Borutu Pahorju se je izkazalo, da pač je on želel eno, njegovi podrejeni ali pa koalicijski partnerji pa drugo. Ne. Recimo se tudi ta primer, kako je prišlo do zamenjave Anžeta Logarja, ko je najprej mu obljubil, da bo na tem mestu, potem se mu je pa Cvikl kot generalni sekretar vlade se Pahorju zlagal, da je Anže Logar sam pristal na to zamenjavo in ko se je to izkazalo, da temu ni tako, se je potem Pahor Logarju opravičeval in ga vabil za svojega tiskovnega predstavnika. Vse skupaj je bilo videti zelo smešno. Ne? In kar se je pa zdaj zgodilo, z Darjanom Koširjem, je pa v bistvu pač vlada zamenjala šefa urada za komuniciranje na intransparenten način. Zdaj Darjanu Koširju lahko marsikaj očitajo. Recimo, da je takoj že ta prvi dan, ko je se vlada sestala, je on dal v javnost lažno informacijo. Dal je informacijo, da prejšnja vlada ni zahtevala seznama uslužbencev zaposlenih v državni upravi, koliko jih je bilo kje zaposlenih. Ne? Ampak ta primopredajni zapisnik je bil narejen tudi potem se je izkazalo, da je ta primopredajni zapisnik obstaja. Se pravi, nekdo je lagal že na samem začetku in to v škodo svojega delodajalca. Pa meni je enkrat gospod Košir rekel za en drug primer, da v takem primeru, ko nekdo evidentno deluje proti delodajalcu, bi ga vrgli na cesto. Njega so samo zamenjali zaenkrat. No, če gremo naprej, ko je prej dr. Štrajn omenjal zamenjavo v Sovi, meni se ta gospod Selan prav nič ne smili. A veste, kaj je on naredil? On je kot šef obveščevalne službe je negiral zakon, je šel proti zakonu, v nasprotju z zakonom je nekaj ni dovolil, kar je zakon izrecno dovoljeval. Se pravi, postavil se je nad zakon. Oziroma odločal o ustavnosti zakona. Tako, odločal o ustavnosti zakona, pa to je v bistvu neke vrste državni udar, to, kar je naredil. Kaj takega si nobeni demokratični in resni državi ne bi mogli privoščiti. Dobro. Ok, bomo nadaljevali še v bistvu s tem, mogoče bi prosil, Borut, kaj pa ti praviš, kako ti ocenjuješ na v bistvu na nek način pričakovano ukrepanje vlade na prvi seji, kjer je pač zamenjala direktorja urada za komuniciranje Sove, urada za verske skupnosti in pač imenovala ljudi iz svojega kroga. Zanimivo pa je pri tej letošnjih menjavah, da pravzaprav neke reakcije opozicije, v bistvu tako Pahorja kot tudi recimo Pozitivne Slovenije ni bilo v bistvu, ali je država zaradi krize, ker drugače bi se recimo 3 mesece pogovarjali o zamenjavi direktorja Sove, zdaj je to nekako šlo mimo letos, v bistvu, kaj je po tvojem razlog to? Kaže, da še niso utegnili reagirati. Navsezadnje zamenjava je bila upravljena v petek zvečer. Skratka, očitno so bile zelo premišljene. In kar se tiče izbire časa in tudi kar se tiče, pač, kot je bilo prej rečeno, izbora kadrov, ki so bili zamenjeni. Opozicija se pa itak ukvarja zdaj trenutno z Ministrstvom za kulturo in takšnimi zadevami, ki so očitno bile ponujene v obravnavo. Mislim, to se pravi združevanje Ministrstva za kulturo. Tako, ja, in se potem lahko izpelje kakšna druga stvar po drugi strani, da se manj opazi. Od teh 3 naštetih zamenjav verjetno meni se zdi še najbolj tako povedna, kot ste rekel, zamenjava Guliča, vsezadnje zamenjava direktorja Ukoma, tudi zamenjave direktorja Sove, ni bila toliko presenetljiva. Zdaj, da so pa pohiteli z ukinitvijo urada za verske skupnosti, tako rekoč. Pa tudi nekateri drugi uradi se ukinjajo, mislim, vse enih 4-5, mislim, da so jih našteli za vreme, za... Ja, iz tega se da marsikaj kombinirati. Če lahko tudi pri zvezi z uradom za verske skupnosti sam to dodam, da ta direktor, gospod Gulič, ki je bil na to mesto imenovan, je bil imenovan politično, nikakor ne strokovno, on se nikoli ni s tem ukvarjal. Njega so pač imenovali na en čuden način, to je bila podobna zgodba kot v primeru gospoda Logarja, ko je gospod Pahor želel nekoga drugega, potem pa mu je Cvikl vsilil tega. Ampak Izvolite, takoj. Kar hočem pa povedati, je pa sam način,
sam način imenovanja take osebe, ki se kaže z satanističnimi napisi pa simboli, na mesto direktorja urada za verske skupnosti, nekaj podobnega, kot če bi gospoda Jelinčiča imenoval na mesto urada za sodelovanje z romsko skupnostjo. Dobro, izvolite, gospod Štrajn, pa potem gospod Turk. Torej, profesor slavistike Aleš Gulič je pač po izobrazbi humanist in absolutno ustreza vsem tem zadevam. Zdaj, seveda, vse te vaše, ne vem, potikanja o satanizmu in tako dalje ne bi tukaj zelo resno jemal, ne. In druga stvar je, ali je vprašanje, ali je on korektno ali nekorektno deloval, ne. Mislim, to je seveda drugo vprašanje, ne. Seveda pa se postavlja pa posebno vprašanje. Torej, jaz tega ne kriminaliziram, ampak mislim, da ni treba biti ne vem kakšen videc, da bi vedel, da ta opcija pač z katoliško cerkvijo deluje precej z roko v roki, ne. Ok, jaz bi samo, v bistvu zdaj, gospod Turk, če gledamo, v bistvu, če primerjamo malo, v bistvu, prejšnjo vlado pa sedanjo vlado, ne, zdaj, prejšnja vlada, predvsem zaradi gospoda Pahorja, je stala na stališču, da se pač ne gre v neke kadrovske zamenjave, kar so tekmeci in tudi nekateri nasprotniki oziroma zavezniki razumeli kot šibkost in nekompetentnost. Zdaj, zanimivo je, da te prve poteze niso zbudile v javnosti nekega vznemirjanja, a je to zaradi, mislim, da bi se posebej vznemirjali zaradi usode državnih uslužbencev in funkcionarjev, tudi če jih je upravičeno ali neupravičeno pač odnesla ta prva seja vlade, ne. A ima potem v bistvu Janševa vlada na stežaj odprta vrata, da znova kadruje, v bistvu za kadrovanje, v bistvu, ne? Poglejte, ena stvar je, bi rekel, zelo očitna. Spričo situacijo, v kateri smo, spričo dejstva, da imamo denarnih rezerv še nekje do oktobra letos, da smo preobremenili državo v vseh možnih ozirih, vprašanje zamenjave 3 ljudi, ki so, kot je rekel kolega Kršinar, jaz pa vem za recimo Koširja, ki so eklatantno kršili vse možne, bi rekel, standarde. Košir je kršil standard Münchenske konvencije, Gulič je član tako imenovane skupine satanističnih bratov, motociklistične skupine, ima tu reference, tako da to je lahko... Kar ni ilegalno, ne, prosim. Lejte, s tem, da satanistično je vaš pridevnik, ne. Ne, pa to je na Facebooku, ga najdete. Tako da to je popolnoma nepomembno. Temeljno vprašanje, ki nas zdaj čaka, je, kako bomo rešili, bi rekel, tako težko situacijo, v kateri se nahajamo. Do glavnih, če smem, nekoliko anekdotično, je do glavne selitve in premestitve res prišlo prav v zadnjem času. Namreč časopis Delo, ki je v času 9 let dobil od države 25 milijonov evrov, 25 milijonov evrov, je začel gostiti prav, bi rekel, ob prelomu vlade v 14. nadstropju stolpnice na Dunajski cesti stranko, ki je slišala včasih na ime LDS oziroma Liberalno akademijo. Seveda se moramo potem vprašati tudi, bi rekel, naslednjo logično zadevo. Zakaj prav Delo in prav te zveze, ki jih imajo klani, ki so blizu Dela in ki selijo stranko v te prostore, zakaj oni sprožajo vprašanje, do kakšnih kadrovskih zamenjav in cunamijev je prišlo. Zato samo en odgovor je, ker želijo obdržati privilegije, ki so jih imeli, pa bi jih lahko obdržali še v preteklosti, ampak stanje v državi je takšno, da terja kolektiven konsens in kolektivno ukrepanje vseh. Mi bomo drugače izgubili denar, da bomo dali brezposelnim tisto, kar jim gre, da bomo dali upokojencem pokojnine, da bomo pač plačevali učitelje, ki v osnovni šoli, srednji šoli in na univerzi učijo. Stvar je, situacija je izredno resna in izredno brezposelna. Izvolite. Po tej logiki, situacija gospodarska v deželi je zelo resna in je treba takoj zamenjati šefa obveščevalne službe, šefa urada za verske skupnosti in kaj že bil tisti tretji, ki nima z gospodarstvom čisto nobene zveze. To se pravi, človek je pričakoval po tej logiki, ki jo vi
omenjate neke druge poteze, tudi kadrovske mogoče kot te. S tem, da pa jaz poudarjam še enkrat, da ne ugovarjam pravici vlade, da kogarkoli zamenja na določenih nivojih, jaz samo čitam njena sporočila, nič drugega. Ampak, gospod Rahovnik, mislite, da se bo praksa, recimo, kot je v ZDA, da vsaka sprememba administracije pomeni tudi množično menjavo na nižjih ravneh z kadri, ki si jih pač vlada, ki si jih nova oblast izbere? Mislite, da smo v bistvu blizu temu v Sloveniji tudi, oziroma da imamo dovolj političnih, dovolj kvalificiranih kadrov, da lahko recimo dve ekipe, da se lahko zamenjajo v bistvu v Sloveniji? Jaz pričakujem še nekatere menjave na najbolj izpostavljenih mestih. Recimo v bistvu kje? Prve menjave, ki se bodo zgodile, je mogoče najbolj odmevne, kdo bo novi šef Nove Ljubljanske banke, Nove kreditne banke Maribor, kjer pravzaprav je treba vedeti, da so nekako prazna mesta in jih bo treba zapolniti, kjer gotovo ne bo pomemben, seveda o tem odloča nadzorni svet, da se porazumemo, je pa država pomemben lastnik v teh dveh bankah in še kje, ampak kot pravim, če pogledamo stanje duha v Sloveniji, kako ljudje gledajo na vlado, potem vemo, da v percepciji ljudi, javnosti je, da je vlada odgovorna praktično za vse. Če karikiram, če krave na Veliki planini ne bodo dajale dovolj mleka, bodo rekli, kriv je Janša, recimo. In če ta logika obstaja, potem jaz ne razumem, zakaj bi se temu istemu Janši pa zdaj zvezalo roke in reklo, ne smeš zamenjati nekaterih ključnih ljudi na izpostavljenih mestih, seveda ima to pravico, ne nazadnje tudi prevzema odgovornost za funkcioniranje države in mislim, da okrog tega ne bi smela biti prevelika diskusija. Vlada ima to pravico, tudi prejšnja je naredila marsikatero zamenjavo, tako da jaz pričakujem, da se še bo kje zgodila kakšna zamenjava, ker vendarle uradniki ne morejo biti svete krave več v tej državi. To niso funkcije za nedoločen čas, do konca, do pokojnine. Vsak mora biti pripravljen, ki je na tako izpostavljenem mestu, če na nek način tudi njegovo delo, če hočete vrednote, stališča, niso v skladu z pogledi, pričakovanji pač neke nove koalicije, ki je dobila podporo na volitvah, da pač zapusti ta položaj. In gotovo bo se nekaj teh zamenjav še zgodilo, ampak kot sem dejal, tudi v tujini se to dogaja. Seveda je pa stvar vsakokratne oblasti, da presodi, kaj je, kaj ne. Imate prav, da bojo pa najpomembnejše zadeve, v bistvu seveda menjave v bankah in v drugih državnih podjetjih. Gotovo vpliv, meni se zdijo ta vprašanja, kot je ukinitev Ministrstva za kulturo, povsem banalno vprašanje. To je nepomembno vprašanje, hvala Bogu, da se zmanjšuje število ministrstev. To so vse vlade povedali, to so vse stranke govorile pred volitvami, le da ko je to govoril Janković, so bili nekateri tiho in so temu pritrjevali, ko je pa to povedal Janša, je pa bil ogenj v streh. In to je ta dvojnost, ki meni se ne zdi korektna. Recimo vprašanje je to, kje bo recimo zdaj tožilstvo, pravosodje ali pa Ministrstvo za notranje zadeve. Oboje je del izvršne veje oblasti. To so irelevantna vprašanja z nekaterimi ključnimi gospodarskimi vprašanji in predvsej bolj pomembno bo, kako srečno roko bo imela vlada pri iskanju novih kadrov, čeprav še enkrat pravim, seveda ima nadzorni svet ključno vlogo pri tem, kdo bo na čelu NLB, NKBM, nekaterih gospodarskih družb, tudi energetskih in podobno, ampak že sama politika vlade, recimo stališče novega finančnega ministra, da resno misli z umikom države iz gospodarstva, da bo država postopoma zmanjšala svoj delež samo na kontrolnih 25% plus eno delnico, pomeni, da bo konec nekega tipičnega političnega vmešavanja, ki smo ga nazadnje videli, ko je bil poskus odprodaje deleža v Mercatorju. Že to je nek signal tudi mnogim kadrom, da lahko o tem resno razmišljajo, ker drugače se na te funkcije nihče več ne bo želel usesti. Vemo, da dosedanji direktor NLB-ja je odstopil prav zaradi vmešavanja politike v delo banke. In takšna sporočila vlade v smislu država se na nek način umika iz upravljanja gospodarskih družb se mi zdijo precej bolj pomembna, kot pa neke te manjše zamenjave, ki pravim so po moje povsem legitimne in jim ne gre oporekati. Tako, gospod Štrajn je sam odkimaval, v bistvu, mislim, oziroma ne prikimaval. Ja, jaz sem odkimaval v večini tega, kar je bilo zdaj povedano. Ravno
zaradi tega, dobro, ne čisto vsemu, ne, jaz se tudi strinjam, da prejšnja vlada marsikaj narobe naredila in tako dalje, ne, kar se tiče teh zadev. Samo mislim, da je, kar se tiče samega koncepta tega upravljanja ekonomije, zadeve niso tako zelo enostavne. Samo če se spomnimo, zdaj tle bi omenjen Mercator, spomnimo se, kje se je zgodba Mercatorja začela. Pri začetku prejšnje Janševe vlade na nekem sestanku, za katerega pravijo, da ga ni bilo. In je zaradi tega Mercator tako izpostavljen. Imamo, bi rekel, cel kup drugih gospodarskih zgodb, od Luke Koper, Interevrope, kazinov in tako dalje. Vemo, da so se vse te zgodbe začele v tisti vladi in da je pač prejšnja vlada, kakorkoli že slabo ali dobro, neki stvari rešila, neki ne, neki delala nepravilno in tako dalje. Samo formula, prepustimo gospodarstvo privatnim rokam, je pač neoliberalna formula, ki ne deluje. V Sloveniji je delovala tako, da smo dobili veliko tajkunov v tistem obdobju. Zdaj se pa strinjam sicer, da je marsikaj sicer za privatizirati in tako dalje, vendar je treba privatizirati ne tako voluntaristično, ampak na podlagi nekih resnih gospodarskih analiz. Jaz mislim, da bi se profesor strinjal z mano. To sam čisto konkretno, ker je bil Mercator omenjen. Vprašanje, zakaj je tudi dosedanji predsednik uprave NLB odstopil, ker po eni strani se od njega zahtevalo, da izboljša kapitalsko ustreznost banke, kar lahko naredi seveda tudi na način, da izboljša likvidnost, odproda nekatere finančne naložbe, med katerimi je bil Mercator. Hkrati se mu je pa prižgala rdeča luč politična, da tega ne sme narediti, ker naj bi bil Mercator v nacionalnem interesu. Hkrati se mu je povedalo seveda, da je treba banko dokapitalizirati, ampak da z javnih sredstev ne bo šlo, z zasebnih tudi ne sme. In hkrati se mu je povedalo, da mora povečati kreditno aktivnost banke. To ne gre skupaj. To je pač neka schizofrena politika, ki je vladala, tudi zaradi tega se je omaknil in to je primer slabe prakse upletanja politike v upravljanje banke. In če bodo s tem prekinili in stališče novega finančnega ministra so v tem smislu pozitivna, bo ta vlada naredila zelo veliko. Dobro, jaz bi samo kratki oglasi in gospod Turk se je javil za repliko, pa gospod Hočevar, nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Gospod Turk se je javil za repliko, izvolite, pa gospod Hočevar. Repliko pa za eno, bi rekel, bolj globalno mnenje. Replika je ta na samem začetku, bi rekel, ne grozimo z grožnjami, ne nosimo pisem v televizijska studija, predajmo jih policiji, pa ne policija potem ugotovi, kdo je avtor teh pisem, da ni morda avtor teh pisem tudi njihov prejemnik v isti osebi ali pa v osebi istega interesa. Recimo, predsednik vlade si je tudi sam napisal. Ne, govorim za to pismo, ki je tukaj. To pismo ima štempel. Ad dve, kar je pa bolj pomembno, je pa, da je ta korporativistična logika upravljanja za državo, po kateri lahko politika upravlja z gospodarstvom, krati kontrolira medije, tako kot sem rekel, seli recimo časopis Delo, ki ga ves čas financira in ki ves čas... Ampak časopis Delo se bo, če imamo prave informacije, naj bi se prodalo zdaj v bistvu. Ne, pravim, LDS se seli gor, ampak nočem to reči. Naš problem je prav v privatizaciji. Poglejte, naše naravno okolje Republike Slovenije je takšno, kot je v Furlaniji, Julijski krajini in takšno, kot je v Južni Avstriji. In v teh segmentih so najmočneje zastopane prav gospodarske panoge, ki temeljijo na manjših podjetjih, na manjši udeležbi zaposlenih. In ne, hočem reči, nujno je, recimo, bilo v začetku Demosa je bil en predlog, ki ni bil upoštevan, ker je bil blokiran, ampak je bil nujen, da bi se podjetja do 500 zaposlenimi preoblikovala tako, da bi zaposleni dobili noter svoj lastninski delež. To je en izziv. Ampak mi brez privatizacije gospodarstva preprosto ne bomo preživeli, ker ne moramo priti v primer, da približno 350 000 ljudi ustvarja produkt za celotno državo. Za vse, ki so na pokojninski blagajni, za vse, ki so v javnem sektorju. Mislim, da tisti, ki so aktivni zaposleni. To so mala in srednja podjetja, pogledajte, ne boste prišli čez 400 000. Taka država ne more preživeti. Dobro. Gospod Hočevar se je javil, izvolite. Pri teh
prvih potezah vlade se mi zdi, da je treba upoštevati to. Namreč, če pričakujemo neke gospodarske reforme, neko zategovanje pasu, bodo to nemirni časi. In pričakovanje takšnih časov bi morala vlada paziti na to, kakšne signale, kot je bilo rečeno, kakšna sporočila pošilja državljanom. In neko združevanje ministrstev, ki ni dobro skomunicirano, neke zamenjave petek zvečer, povečujejo napetosti, dražijo ljudi. Ne vem, če je to primeren način za vstop v neke socialne reforme. Mar ne bi bilo primerneje paziti na to, skrbeti za to, da se nekako izogibamo čim bolj draženju nepotrebnemu ljudi. Dobro, ampak še ena zanimiva zadeva se je zgodila praktično tako, še pred praktično imenovanjem vlade, ne, Igor, zdaj ta besedni dvoboj med nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom in pa predsednikom vlade Janezom Janšo, ki je pač v pogledih Slovenije dejal, da ga je nekdanji predsednik dal zapreti, nekdanji predsednik Milan Kučan je dejal, da Janša zavestno laže, danes pa je SDS že vrnil žogico, češ da je Hitler tudi ni imel pojma v koncentracijskih taboriščih, nekako v tej zvezi, v bistvu, kaj praviš na te duele, bo ta odnos po tvojem obremenjeval ta mandat, v bistvu, oziroma se bo to so stare zgodbe, ne? Ja, to so stare zgodbe, jaz ne vem, če je dobro, da se vlada zdaj, ali pa predsednik vlade zdaj s tem ukvarja, to pač so neka zgodovinska dejstva, dejstva so, da je pač SDV bila služba v prejšnjem režimu, da je v prejšnjem režimu vladala Zveza komunistov in da je bil predsednik Zveze komunistov v Sloveniji gospod Milan Kučan. Zdaj, vse ostalo so pač, bi rekel pač obkladanja in zdaj gotovo je pa, da si ta dva, bi rekel, že nekako zgodovinska nasprotnika, nekako ne bosta umirila, se tudi tale kandidatura gospoda Jankoviča je v bistvu bila pošiljka gospoda Kučana gospodu Janši. In končalo se je pač, kakor se je končalo. In tudi zagotovo smo vsi prepričani, da tudi gospod Kučan ni zadovoljen, ker je pač zdaj predsednik vlade gospod Janša in ne gospod Jankovič. Gospod Štrajn, zdaj, kaj pa vi pravite na to, mislim, to v bistvu verbalni spopad? Kučan meni, da Janša laže, SDS pa vztraja, da je Kučan vedel za aretacijo. No, jaz se tistih časov dobesedno spomnim, in mislim, kaj so tle manipulacije, jasno, da takrat Milan Kučan ni delal v interesu Republike Slovenije, bi bilo res zelo težko dokazati. Skratka, če ga že hočete s čimerkoli primerjati, je pač Milan Kučan je podoben fenomen, kot je bil, ne vem, Gorbačov v Rusiji in tako dalje. Mi vemo, da se je cela 80. leta tisti sistem lomil, da je bil vse bolj, kako bi rekel, odprt, da vse bolj so ljudje znotraj samega sistema bili eksekutorji in tako dalje. Ampak dobro, zdaj, to je predolga zgodba za zdaj tlele, ampak drugače pa jemljem samo to, sam ta, pod narekovaj, dialog, spet za en jasen pokazatelj tega, da se nadaljuje ista retorika, kakršne smo že dolgo v tej deželi vajeni. In to je pač retorika, ki jo zlasti prakticira desnica in nekateri njeni mediji, pa seveda razni dopisovalci iz razni reveži iz Dobrove. In ta je ta, ne z nikomu sporočiti, ne strinjam se s tvojim mnenjem, me nič ne moti, če se še kdo tako ostro ne strinja z mojim mnenjem, z mojim ne vem kakšnimi pogledi, ampak namesto tega ne strinjam se s tvojim mnenjem je ti si to in to, ti si, ne vem, no zdaj recimo dal spet svoj primer, recimo na strani SDS-a je pisalo Darko Štrajn iz Titovega Velesa. Zdaj sem kriv, ker se nisem rodil ravno v Sloveniji, pa ne bom razlagal zdaj zakaj pa, ampak je pa zelo jasno, če na strani SDS-a to napisano, je jasno, za kakšen tip retorike gre. No in ta retorika se nadaljuje,
na ravni razmerja med bivšim predsednikom Kučanom in Janšo, pa seveda je to, kako bi rekel, njena paradna demonstracija, vemo tisto stalno obračanje, tiste formule likvidacija in tako naprej, ne, kaj že, to je šlager, ki ga poslušamo že skoraj 20 let, ne, in še zmeri, ne, ima nekdo toliko neokusa, da ta isti šlager še naprej ponavlja. No, ampak, zdaj, če se je slučajno, jaz seveda se strinjam, da pa po drugi strani, to je ne samo bivši predsednik Kučan, ki mislim, da se dosti, kako bi rekel, zadržuje pri celi zadevi, da pa vendarle je precej odgovornih ljudi v tej deželi, ki se pa zavedajo, da pa dejstvo, da imamo predsednika vlade, ki je resno obtožen, proti kateremu je sprožena resna obtožba, da je to nekaj, kar nasprotuje raison d'etat. Torej, predsednik Turk je rekel, da gre za nelegitimnost, jaz bi rekel, da gre za več kot samo za nelegitimnost. Gre ravno, bi rekel, za ta raison d'etat, kjer... Mislite te izjavo predsednika države, da Janša nima polne legitimnosti, kar je bilo v bistvu pred... Tako, seveda je nima. Predvsem pa nima, mislim, zdaj bo kdo rekel, ja, saj dokler ni dokazano, da je nekdo kriv, ne, in tako dalje, velja presumpcija nedolžnosti. Seveda velja v vseh možnih civilnih službah in tako dalje. Mesto predsednika vlade, ki je pa, ko bi rekel, tako rekoč najmočnejša funkcija v državi, pa ni tako zelo nedolžna. In zdaj si vi predstavljate na neki drugi, mislim, to si vsak lahko predstavlja, če nekdo na najmočnejši funkciji je obtožen, bi rekel, osumljen, hudih kaznivih dejanj, ki jih je tudi že domnevno opravil na prejšnji funkciji in tako dalje. In zdaj si vi predstavljate te tožilce, sodnike in tako dalje, kako se bojo počutili pri sojenju. Torej, če se bo ta proces zaključil z razsodbo, da je obtožen in nedolžen, bomo zmeraj imeli dvom, a je to res ali ni. Zakaj je do take sodbe prišlo? Izvolite, gospod Lahovnik. In gospod Krkovič je že napovedal, da bo tako. Bom dal takoj. Gospod Lahovnik, vi ste zdaj, kako vi komentirate ta verbalni dvoboj, zdaj, če malo sam povzamem za tiste, ki ga ne poznajo, pač SDS je danes dejal, da Milan Kučan in ZKS nista imela nič z aretacijami, ki jih je izvajala njihova SDV, Hitler pa ni imel pojma o koncentracijskih taboriščih. Naj spomnim, da se je ta zadeva začela pač po četrtkovi oddaji Pogledi Slovenije, kjer je bilo vprašanje sodelovanja Janeza Janše, predsednika vlade, z Danilom Turkom, ki je pač lastno pripravljeno za sodelovanje z gospodom Turkom podkrepil z besedami, da je v času osamosvojitve sodeloval človekom, ki je bil predtem na takšnem mestu, ki me je dal zapreti. V bistvu, tako je iz tega je prišla pač ta zgodba. Ampak zanima me v bistvu, koliko bo po vašem ta mandat obremenjeval odnos med nekdanjim predsednikom države, Milanom Kučanom, Janezom Janšo, in po drugi strani, kako se bo odvijala zadeva v odnosu do aktualnega predsednika, ker je bil pred nedavnim sprejem in oba sta pač in predsednik države in predsednik vlade sta izrazila veliko pripravljenost za sodelovanje. Ta odnos Janša-Kučan je znan in ni presenečenja. Zdaj bom rekel, to je, koliko bo obremenjeval, tako kot bo špansko ligo obremenjeval dvoboje Mourinho, Guardiola ali pa Ronaldo, Messi, tako pač Kučan, Janša pač vpliva na razmerja v slovenski politiki. To so pač neka razmerja, ki jaz mislim, da so znana in niso nekaj novega, nepričakovanega. Zdaj, kar se same legitimnosti tiče, legitimnost se v parlamentarni demokraciji dobi na volitvah in Janša je pač z svojim rezultatom, predvsem pa s sposobnostjo sestave koalicije pridobil to
legitimnost. Tako da jaz nisem razumel poteze predsednika države, dr. Tirka, zakaj mu recimo ni podelil mandata. Jaz mislim, da bi to moral storiti v trenutku, ko je bilo jasno, da ko Janševo koalicijo podpira 52 poslank in poslancev. Je to pač odgovorno dejanje, ki bi ga predsednik države moral storiti. Tako da te razprave o tem, kdo je legitimen, kdo ni, se mi zdijo mesec dni praktično ali pa 2 meseca po volitvah brezpredmetne, ker so o tem svoje že povedali volivke in volivci. So pač to neke stvari, kar se pa tiče teh dnevnih dogodkov, udarcev, malo nad ali pod pas, ki so pač že del slovenske politične folklore zadnjih 20 let in bo tako tudi ostalo. Ni pa to dobro. Jasno je, da so druga vprašanja bistveno bolj pomembna. Jaz mislim, da velike večine ljudi ta vprašanja pravzaprav sploh ne zanimajo. Zanima jih seveda, kako bo vlada recimo realizirala tiste 3 prioritete, ki jih je predsednik vlade tudi izpostavil. Stabilizacija javnih financ, rast in pa nova delovna mesta. Jaz mislim, da so to ključna vprašanja, ki so tudi v medvladni pogodbi na ravni Evropske unije izpostavljena in bodo slej ko prej dobila ključno domovinsko pravico tudi v naši domači javnosti, ker bomo to enostavno prisiljeni se ukvarjati s temi ključnimi vprašanji. Zdaj, izvoli. Ja, izvoli. Koliko je to popolnoma nepomembno, ne, ampak da bi recimo Milan Kučan ne vedel in ne soglašal, ne odobril v totalitarnem sistemu, kakšen je takrat vladal v Republiki Sloveniji. Aretacija Janeza... Ni več vladal v totalitarnem sistemu. Cela 80. leta praktično. Jemljete mi besedo, da ne vem. Dobite, gospod Štajn, takoj besedo. Govorite 5krat več od mene. Takoj besedo. Zdaj, mislim, če lahko sam citiram še... Če lahko končam s to. Ja, izvolite. Da bi to ne bilo mogoče, da bi Milan Kučan ne vedel in polno soglašal z aretacijo Janeza Janše, je toliko mogoče, da bi vi, Vladimir Vodušek, med nami zdajle ne upravljali vloge voditelja te TV oddaje. To je pač nemogoče. In zato se tudi SDS se je pač sklicevala na Hitlerja in na holokaust iz preprostega razloga, ker gre za 2, če berete Hannah Arendt, popolnoma identična totalitarna sistema. Dobro. To je eno. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa to, da moramo vedeti, da nikakor ni bil v 80-ih letih se začela liberalizacija Slovenije. Liberalizacija Slovenije se začela v drugi polovici 80 let in nikakor ne, kot gospod Štrajn, ki to pismo skriva ves čas tukaj, da ne pokaže, pred kamero ga dajte, pa povejte, se je začela s prihodom Jožeta Pučnika v Slovenijo in za številko nove, oprostite. In temeljni problem je pa še enkrat, če gremo nazaj, temeljni problem je pa ta, kako bomo Slovenijo sposobili, da bo dihala, lahko še stavim, da bo dihala tako, kot diha Južna Avstrija in Furlanija Južnska krajina. Zdaj, če samo, dobite, gospod Štajn, samo če citiram še izjavo nekdanjega predsednika, ki je zapisal, Milana Kučana, ki je zapisal, da ni bil on tisti, ki je dal 88. zapreti Janšo, to je zahteva jugoslovanske armada, ne pa slovenski politični vrh. Janšo je pa obtožil potem laži, manipulacije, podtikanja in sprenevedanja. Tega ponarejanja zgodovine, ker smo bili tudi ravno kar priča, zaradi tega se opravičujem, ker sem malo zrojil, imamo pri nas res čez glavo zadost. Zdaj, te 80. leta so se zadeve počasi tajale in tako dalje, se strinjam, po drugi polovici 80. let je dejansko s pomočjo ZSMS-ja so se stvari zelo odprle. Tudi ZSMS je veliko kriv. Ampak pustimo, se pravi, kar se tiče konkretno te zadeve, te zgodb na milijone, kar se tiče konkretno te zadeve zapiranja Janše, jaz sem osebno recimo izposloval za Francija Zavrla, ki je bil tudi zaprt kot za svojega mladega raziskovalca na Pedagoškem inštitutu, da so ga spuščali iz zapora vsak dan in tako dalje. Takrat je bilo, bi treba pač iti pogledati, kakšne diskusije so takrat bile. Takrat je bilo vprašanje, kako se obnašamo do tistega, kar smo takrat razumeli kot pravna država. Dobro. In tukaj so bile neke zaveze in tako dalje in Janši in vsem tem je bilo obljubljeno, da se bo vse naredilo, da se bo zadeva ustrezno rešila. Zdaj, to temo smo odprli, mislim, vprašanje teh odnosov tudi zaradi tega, ker pač so v Sloveniji v bistvu jeseni, mislim, da tudi predsedniške volitve in zdaj Pahor je, oziroma njegova stranka je dejala, da bo
kandidaturo napovedala do junija, oziroma ali bo kandidiral za predsednika države. V bistvu tudi gospod Zver je že praktično nominiran za človeka, ki se bo podal v boj za predsednika države. Mislim, to me predvsem v tem kontekstu zanimalo. Si pa imel eno repliko, v bistvu. Ja, še glede tega verbalnega dvoboja Janša Kučan, neodgovorno je od obeh, od Janše in od Kučana, da se spuščata v take dvoboje. In taki verbalni dvoboji sodijo v nek drug čas, v čas, ko smo imeli gospodarsko konjunkturo, ne pa v čas, ko moramo zategniti pas za milijardo evrov. Dobro, zdaj pa, mislim, kaj pa predsedniške volitve, oziroma to sem tudi Igor tebe hotel vprašati, mislim, kjer bolj spremljaš politiko. Koliko bojo predsedniške volitve oziroma napovedane predsedniške volitve obremenjevale v bistvu ta mandat, ker pač vendarle so tu trije akterji, v bistvu sedanji predsednik gospod Turk, potem verjetno gospod Pahor in Milan Zver, pa še verjetno še kdo se bo pojavil. No, za gospoda Pahorja je vsekakor zanimivo, a se bo tokrat odpravil na predsedniške volitve, ker jaz sem prepričan, da če bi on bil kandidat že leta 2007, da bi sigurno zmagal. In če bo tokrat, pa je seveda zdaj vprašanje tega, koliko se mu bo uspelo odlepiti od tiste, bi rekel, vladne krize v času, ko je bil on premier, ampak kolikor gledamo zdaj javnomnenjske ankete, stranka napreduje, stranka SD, in v bistvu ljudje pozabljajo s časoma na to, kaj se je dogajalo v njegovem mandatu. Zato bo v bistvu to zelo zanimiva bitka, če bo tudi on kandidat. In zdaj za gospoda predsednika doktorja Tirka sem prepričan, da bo tudi on kandidiral. Nedvomno je favorit. Kaj pa ta, mislim, verjameš, da lahko, glede na to zadnjo srečanje med Janšo in gospodom Tirkom, da lahko kot predsednik države in predsednik vlade, da bo to v bistvu nek, bi rekel, kooperativen odnos, v bistvu. Jaz mislim, da predvsem predsednik države ne bo delal takšnih napak, kot jih je počel, ko je recimo leta 2009, ko je nagradil oziroma odlikoval Tomaža Ertla, šefa nekdanje UDBE, in mislim, da teh stvari ne bo počel, da bo zelo pazljiv, ker treba nekaj vedeti, da zdaj tokrat ta odnos med Janšo in Tirkom nekako je bolj obremenjujoč za aktualnega predsednika Tirka. Ne toliko za Janšo, ker so predsedniške volitve, niso parlamentarne volitve. Iz tega vidika pričakujem, da bo on se skušal čim bolje sodelovati z Janšo, ker če bo v bistvu zapenjal, bi rekel, ta odnos, si bo s tem pač zmanjšal možnosti za vnovično izvolitev. Je pa tako, ko prej smo omenili tri favorite. Če gledamo, kdo bi lahko premagal sedanjega predsednika dr. Tirka, jaz sem prepričan, da bi gospod Pahor prej premagal gospoda Tirka, kot pa recimo Milan Zver. Ker v primeru Pahorjeve kandidature, recimo, da bi on prišel v drugi krog, bo po mojem desnica podprla raje Pahorja kot Tirka. V primeru, če bo pa prišel v drugi krog Zver, pa se bodo ti glasovi razdelili. Se gremo kar po vrsti, mislim, da gospod Lahovnik pa gospod Štrajn, če še to pokomentiramo, te predsedniško bitko, ki bo v bistvu verjetno se že odvija na nek način. Ključno bo, ali si bo Borut Pahor upal kandidirati. Leta 2007 je imel možnost pravzaprav dobljeno zmago naprej, pa si je zadnji hip premislil. Zdaj je spet napovedal, podobno kot takrat, da bo do junija čakal in se potem odločil. Tako da mislim pa seveda, da če bi se odločil, da bi imel po moji oceni boljše možnosti kot pa sedanji predsednik Tirk. Jaz mislim, da v Sloveniji so nekateri politični prvokategorniki. Na levici je to bil Milan Kučan, verjetno je še, je to Borut Pahor, nedvomno, na desnici je to Janez Janša in potem se stvari kmalu nehajo, ko govorimo o tistih nespornih liderjih. Kaj pa usoda Zorana Jankovića, ki bo verjetno potem edini, ki bo lahko združil pravzaprav opozicijske stranke, Pozitivno Slovenijo in pa SD, ki je rekel, da je to ena stranka že pred. Jaz mislim,
da vse bo jasno praktično po kongresu SD-a. Če Pahor ne bo kandidiral, potem seveda lahko gre na predsedniške volitve in mislim, da ima realno možnost, da zmaga. Tem bolj, če bo šel z neko, kot vsaj na pol nestrankarski kandidat. Jasno je član stranke, tega ne skriva, stranka ga bo podprla, ampak to bom rekel... Ne kot predsednik stranke. Ne kot predsednik stranke. Dobro. Mogoče celo z listo podpornikov. Recimo na takšen način bi on zagotovo imel zelo dobre možnosti, ker jaz mislim, da predsednik Türk pač na nek način ga tudi ljudje ne jemljajo kot tistega političnega prvokategornika v pravem pomenu besede in mislim, da Borut Pahor ne polarizira ljudi in predvsem, da se velika večina strinja, da tako kot da je dejstvo, da je bil mogoče neprimeren za predsednika vlade ali pa da to ni bila funkcija, ki bi mu bila pisana na kožo, mu je pa predsedniška funkcija predsednika države gotovo pisana na kožo, na njegove značilnosti, sposobnosti povezovanja. Je pa druga stvar, ali si bo upal kandidirati ob dejstvu, da bodo nekatera omrežja, pa tudi vidni predstavniki levice zagotovo podprli Türka, ker jih je s svojimi nekaterimi ravnanji, ki po moje niso najbolje odmevala v javnosti, na nek način zadolžil. Dobro, jaz bi sam še povabil še enkrat gledalke in gledalce glasovanju, ali podpirajo vlado Janeza Janše, da ne. Gospod Štrajn, kako pa vi komentirate v bistvu to predsedniško bitko, ki se bo začela, predvsem pa kakšna bo vloga opozicije v bistvu v tem mandatu, v bistvu glede na to, da zdaj nekih, bi rekel, odmevnih akcij ni bilo. V vsakem primeru po teh turbulencah, ki smo jih imeli s temi, po mojem še zmeri nepotrebnimi predčasnimi volitvami, bo to, bi rekel, verjetno en tak zabaven javni spektakel, to vodenje in te volitve za predsednika. No, mimogrede, samo še, to so še dolžen Matej odprej, če govorimo o Janši kot o komu, o katerem so odločili volivci, bi rekel, da je tukaj stvar vseeno malce zamegljena. Se strinja, da so volivci izvolili parlament, potem se je pa v parlamentu vse zgodilo. In pri nas imamo pač ta proporcionalni sistem, ki pač to omogoča. Politična elita je določila vlado, v bistvu. Zdaj, kakorkoli že hočemo reči. Mislim pa, da je vsekakor zato še nejasno prihodnjo levico slovensko, tudi en dober nauk pri vsem tem. Predvsem to, da je treba izvoliti tudi kakšno majhno stranko v parlament, ne samo eno veliko. Ampak to bomo videli. Kakšna pa mislite, da bo opozicija v bistvu v tem mandatu, recimo SD, kakšna opozicija bo SD, kakšna opozicija bo Pozitivna Slovenija? Ja. Prosim? Pozitivna. Ja, jaz zdaj ne vem, jaz imam zelo nizko pričakovanje glede kakšne namere te vlade, da bi ustvarila kar se da širok konsens. Če se bo ta širok konsens iskal in tako dalje, v redu, bom napisal jaz pohvalno stališče v imenu Liberalne akademije. Če pa domnevam pa, da se to ne bo dogajalo in da se bo potem ta opozicija morala oštreje postaviti proti tej vladi. Ampak bo sploh možno enotno nastopati glede na odnos med Pahorjem in pa gospodom Jankovićem in glede na ambicije enega in drugega v bistvu v tem političnem prostoru? Jaz zdaj težko ugibam, kakšne ambicije ima kdo. Mislim, ker zlasti glede gospoda Jankovića v tem trenutku ni jasno glede njegovih ambicij. Glede Pahorja je jasno, da hoče biti profesionalni politik. Se strinjam, da je kot predsednik vlade se ni najbolj obnesel, ampak verjetno ima precejšnje možnosti, tudi na volitvah za predsednika. Je pa tako, mislim, tukaj je zanimiv, da vsaj nominalno bomo imeli pri predsedniških kandidatih verjetno možnost izbirati med enim levim in enim in drugim levim. Dobro. Samo še, če dovolite, takoj gospod Turk dobite besedo za repliko, pogledamo glase in takoj nadaljujemo. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Gospod Turk se je javil že prej za repliko. Izvolite, gospod Turk. Ja, to je nekaj stvari, ki je treba, bi rekel, nujno osvetliti.
Ena stvar, da gospod Štrajn je zelo zgovoren, veliko govori v imenu liberalne akademije. Prvo, koga ta liberalna akademija danes še zastopa, pa to je brez veze. Drugič, da bomo imeli predsedniški... Verjetno je nek antipod Zboru za republiko, ali kaj? Zbor za republiko, gospod Štrajn ima neke določene težave pri razumevanju proporcionalnega volilnega sistema in pri razumevanju mandata. Ampak to je popolnoma nepomembno za slovensko usodo. Kar pa ni nepomembno, so pa predsedniške volitve, ki se bodo seveda zgodile po isti logiki, kot so se zgodile vse volitve zdajle v zadnjih 2-3 letih. Dejstvo je, da si je Borut Pahor iz razlogov, ki bi mogoče gospod Štrajn o njih več vedel, ker segajo v zakulisje te koalicije, zapravil zaupanje tako imenovane Kučanove skupine. Dejstvo je, da je stranka zares bila tista, ki je po navodilih iz ozadja napravila največjo možno politično napako, mogočo v času tranzicijske levice in zrušila Pahorjevo vlado. In dejstvo je, da so potem napravili spet eno največjo možno napako, ko so šli forsirati volilni sistem, ki ga je zagovarjal in ki ga je hotel implementirati Janez Janša v svojem volilnem področju. In potem so dobili pa to. Na eni strani je prišlo 5 strank v parlament, ki je imelo veliko glasov, Janez Janša je dobil približno toliko, kot je dobil Zoran Janković, na drugi strani je pa ostal Zoran Janković. In seveda po taki logiki Zoran Janković nima nobenega mandata, da se stavlja karkoli. Zoran Janković pa ima en resen mandat in to je pač odgovornost, bi rekel, tudi slovenske pravne države, to, da odgovarja za dejanja gospodarskega kriminala, ki so mu očitana v Sloveniji in v tujini. To so pa stvari, ki so pa neskončno resnejše od nekih insinuacij, ki jih je ta tranzicijska levica preko svoje moči, ki jo ima v sodstvu polna, in ki gredo, danes smo slišali, 2 člana omizja so tukaj pripadnika oziroma pišejo v nek časopis, smo slišali insinuacije zoper to. Insinuacija je patria, proces, ki bo popolnoma nefundiran, stališča tako, bi rekel, pravne države kot česarkoli, ampak to bo v prihodnosti glavni izziv Zorana Jankovića. Na volitvah, če smem končati, na volitvah se bosta pomerila Danilo Türk in Milan Zver kot glavna kandidata. Borut Pahor ne bo pripuščen v to igro, zato ker je za interese skupine, ki je postavila tako Jankovića, poprej zrušila Pahorja, prepomemben in preveč ključen in predvsem vpet v nek globalni mednarodni kontekst, ki smo ga videli na Dražgošah, ki pa je, bi rekel, anti-evropski in anti-natovski v korist Rusije. To so pa stvari, ki jih pa zastopa, bi rekel, Kučanova skupina v vsej zgodovini, odkar jo poznamo, in tako imenovana slovenska v navednicah tranzicijska kultura in tranzicijska levica. To so stvari popolnoma jasne. Gospod Štrajn, zdaj verjetno imate kakšno repliko, ampak vprašal bi vas glede prenosa tožilstva pod notranje zadeve. Glede na to, da je to pač gospod Turk odprl to temo, se mi zdi, še sam to pokomentiramo, potem pa gremo na... Gospodu Turku, če mu bo zmanjkalo drugih služb, se lahko javi za scenarista v Hollywood, za kakšne filme, za rote. Predsednika države, ne boš, ne? Če za države Hollywood, ne gospod Turk nisem jaz sem gospod Turk. Ampak če pa to svetujete predsedniku države, sem pa prav počaščen. To ne bo slabo za njega, ker po moje ta služba bo edina še ostala. Izvolite, gospod Turk. Izvolite. Skratka, mislil sem Turk, seveda. Zdaj pa druga. Zdaj, kar se tiče tega pravosodja, jaz mislim, da je to seveda eden od detajlov v celi tej strukturi, v kateri pač smo ena od, zdaj se spomnim, 4 takih držav skupaj z nami, to je Italija, Slovenija, Hrvaška, Pakistan, kjer je mogoče, da je nekdo predsednik vlade in hkrati obtožen korupcijskih dejanj. Tako da v tem kontekstu se to združevanje tele pravosodja in notranjega ministrstva ne sliši preveč dobro. Vendar zdaj se strinjam pa z Matejem, da v nekem smislu je to nepomembno, ker sem iz drugih razlogov, ker
če se, ko bi rekel, ta garnitura SDS-ova tako odloči, bo lahko ljudi ustrahovala tako ali drugače. Mislim, z mogoče kakšnimi takimi bolj simbolnimi gestami ali pa tudi s čim drugim. No, to je zdaj drugo vprašanje. Mislim, to so sumi, ki jih vzbuja dejstvo, da imamo obtoženega predsednika vlade. Zanimivo, da so čestitali tam v Evropi. V izvolitvi gospoda Jankovića. Obama mu čestitev. Ničesar razumem, pa ni dobil čestitke iz EU-ja, ampak ene par srpskih županov. 2 dni nazaj mu je Obama čestitil predsednik države Amerike. Tudi Sanaderju so čestitali. Ne, Sanaderju pa niso čestitali, seveda so pa zaprli. Ne, potem, takrat, ko so ga izvolili... Če mi daste besedo, bom povedal, kako so Sanaderja zaprli. Lahko na kratko. Ko so ga izvolili, so ga... Gospod Štajn konča, izvolite. Res ne bi zdaj tle kriminalk razvijal, ne, jaz bi rekel samo, da je to združevanje je pač eden od detajlov, ki ga lahko tudi tako interpretiramo, ne, kot še pač, kot neko namensko, ne, gesto, ne. In drugo je še, ne, kar zadeva Ministrstvo za kulturo, to ni kar tako. Mislim, tukaj se pogovarjamo na tako banalnem nivoju in vemo, da obstaja pač nekaj, kar tvori to skupnost, ne. In kultura ima v Sloveniji pač ta določen pomen, ne. In ravno zdaj jaz bi seveda tukaj bi moral preveč razlagati v zvezi s tem, ampak jaz mislim, da so upravičeno predvsem kulturniki reagirali in mi smo se temu tudi pridružili kot Liberalna akademija, ki je v informacijo gospodu Turku društvo, ki je nastalo iz civilno-družbenega gibanja Debatni klub 89. Dve replike sta, gospod Lahovnik pa gospod Turk. Iz tega združenja v 80-ih letih. Gospod Lahovnik, Kaj se je potem dogajalo, pol stvar vaše interpretacije? Izvolite, v bistvu oba dobite, gospod Lahovnik, gremo po vrsti. Jaz mislim, da predvsej bolj pomembno od vseh teh zgodb, ki za večino javnosti pravzaprav sploh niso pomembne, recimo dejstvo, da je včeraj še ena bonitetna agencija Sloveniji znižala oceno z obetom negativno. In to je tisti pravi izziv, ki jaz mislim, da se ga vlada, saj predsednik vlade v svojem tudi vodnem nastopu izpostavil, zaveda, in to so tiste vprašanja, ki bodo vplivala na življenje. Kako uspešna bo vlada pri tem, ali bo uspelo zmanjšati javno porabo za teh 700-800 milijonov evrov, kar bo izjemno zapleten politično-ekonomski proces. Vidimo, kakšen cirkus je bil, ko je ukinila neko ministrstvo za kulturo. Edina posledica česar je, da bo pač en minister manj, pa še kakšen fikus pa tajnica manj zaradi tega. Po drugi strani, potem si lahko predstavljamo, kaj se bo dogajalo, kakšna nasprotovanja, ko bo resno začela rezati nekatere programe, ker bo to prisiljena zmanjševati pač javno porabo, javno upravo, ukinjati nekatere programe, ki nimajo nikakršnega učinka na, bom rekel, gospodarski razvoj, na blagostanje v tej državi, in to bo tisto, kar bo pomembno, in jaz upam, da bo vlada dosledna v tistem, kar je ob svojem začetku tudi napovedala. Vse te druge zgodbice so pa, se mi zdi, na nek način takoj. Ob vsem tem ukinjanju bi samo še predlagal, da se da v program skrajševanja življenjske dobe. Ne, ampak pogledajte, jaz bom nekaj rekel, a res kdo v tej državi verjame, da bo Robert Kranjec usvojil zlato olimpijsko medaljo, Tina Maze pa svetovni pokal v smučanju, če bomo ustanovili ministrstvo za šport. Ko sem jaz bil minister, so prišli k meni, so rekli, rabimo ministrstvo za turizem. Energetiki so hoteli ministrstvo za energetiko, obrtna zbornica ministrstvo za drobno gospodarstvo, gradbinci ministrstvo za gradbeništvo in tako naprej, da ne naštevam. In to, da se ukine neko ministrstvo, je nekaj, kar je v skladu z napovedmi vlade, in to ne pomeni, da se ukinja kultura. Pogledajte, to je nekaj najbolj normalnega v okviru tistega, kar je vlada napovedala, da se stvari racionalizirajo. To ne pomeni zdaj, da se ukinja kultura. Pač pa, kot sem rekel, en birokrat na čelo nekega ministrstva je... To je tehnokratska racionalnost, se strinjam. To smo že tokrat povedali, to je nesmiselno. 200 milijonov evrov, ki to stane davkoplačevalcem, Ministrstvo za kulturo na leto, je pač strošek, da se vzdržuje tako imenovana kultura, ki je pač brez vseh kriterijev, ki je pa politično pogojena
omejena in ki je kasna. In taka kultura nima z kulturo v pravem pomenu besede in z umetnostjo tako rekoč nobenega stika, tako kot je razlagal gospod Lahovnik. Zdaj pa se mi zdi, kar se mi pa zdi zelo pomembno, ne, je pa to, da se ta vlada mora pripeljati politiko narodnega konsenza v luči te teme, da je potrebno omejiti javno porabo in spremeniti nekatere temeljne mišljenjske in ekonomske vzorce, ker drugače bomo Slovenci kot narod nehali obstajati. Pravi, to je najtežja, vaša teza je, da je uspeh te vlade odvisen od uspeha usoda države. Pred to vlado so nemogoče naloge, je ogromna odgovornost in tu je potreben nek splošen konsens, kajti če denarja ni, ga ne more nihče ustvarjati. Dobro, izvoli. Strinjam z vsem tem, ampak ali ta vlada potem daje občutek, da se zaveda teže, da se zaveda odgovornosti, da se zaveda, kaj pomeni padec bonitetnih ocen, če se gre pa kregati s Kučanom? Ne vemo, se ta vlada, kaj danes zdaj govorimo, je ne vem, kdaj je v tako sporedno. 10. je bila. Ne, ta vlada je 2 dni, 3 dni, se ni več, ne. Sem pripričan, da se vsega tega zaveda, predvsem pa, kolikor se vidi in kolikor se ve, se predvsem zaveda časa, v katerem prihaja in ki je čas, ko je pač, bi rekel, so vse rezerve porabljene, ko je država zadolžena in ko je treba doseči a veste kaj, vse narodni konsens, ampak ne samo konsens, se pravi, nek abstrakten konsens, ampak tudi konsens Ljubljane, se pravi, teh vladnih elit, ki so večinoma v Ljubljani, z ostalimi kohezijskimi regijami Slovenije. Če lahko samo en stavek, ki je zelo pomemben za področje medijev, na katerem se moramo tudi prebiti. Če vi pogledate, večina stvari, ki je posneta na nacionalnih in na komercialnih televizijah, izhaja iz Ljubljane. Nikdar se ne snema mnenje ljudi zunaj prestolnice. A bodi si v Mariboru, Murski Soboti, v Postojni ali v Kopru. Vedno je to tako. In tukaj moramo mi, ta Ljubljana pa po mojem občutku, pa čeprav sem Ljubljančan, nima več tiste, bi rekel, žive moči, s katero bi lahko kaj premaknila. Replika direktno pa. Vse eno z teh, se zdaj je lokalni program upeljan na nacionalki, ampak glede javne porabe, mislim, tukaj se tako zelo na pamet vse razpravlja o tej javni porabi, namreč edini, ki pa je v volilni kampanji dal stvarne podatke, je bil Hanžek, ki je pokazal, da je Slovenija strukturno po javni porabi na repu med evropskimi državami. Se pravi, jaz nočem zdaj reči, javna poraba ni noben problem, pustimo jo in tako naprej. Seveda ni. Tudi javne službe, državne službe in tako dalje se morajo, ne vem, v skladu z nekimi določenimi razmerami spreminjati in optimirati. To se vsekakor strinjam. Se pa seveda tudi ne strinjam z temi neoliberalnimi vzorci teh raznih tipov menedžmentov in tako dalje. O tem teče v svetu polemika. In vsi te vrste upravljanja z javnim sektorjem so ponavadi celo kontraproduktivne. In ni mogoče reči, da javni sektor je pa kar tako nepotreben in se ga lahko kar tako odstrani. Pa predstavljate si družbo brez zdravstva, šolstva, znanosti in kulture na vse zadnje. Eno malo repliko. Tega, da javni sektor je nepomemben, nihče ni rekel. Niti najmanj, da bo ukinjal zdravstvo, šolstvo ali kaj podobnega. In tukaj ne gre za nobene neoliberalne koncepte, gre pač za osnovno gospodinsko logiko, da je treba uravnotežiti javne finance in da bomo porabili toliko, kot tudi ustvarimo, ker sicer bomo končali v enaki poziciji, kot je Grčija. Tukaj ne gre, tukaj tudi vlada je bila zelo odmerjena v svojih napovedih. Tudi rekla je, se ne bo najprej posegala v plače, v pokojnine, ampak bodo pogledali programe po ministrstvih, kje se stvari podvajajo in bodo najprej krčili določene programe, kar se meni zdi čisto legitimno, ker smo že v prejšnji vladi, ko smo delali programski proračun, ugotovili, da različna ministrstva financirajo podobne programe, podobne projekte, da spretne interesne skupine naslavljajo svoje vloge na različna ministrstva in tukaj se pač spretno hranijo na državnih jaslih in če vlada to korenito pretrese, se meni zdi zelo
pozitivno in ne gre pa tukaj, to je pa treba izrecno povedati, za nobeno ukinitev javnega zdravstva, šolstva ali kaj podobnega. O tem ni nihče govoril. Jaz bi se s takim pristopom seveda strinjal, če hkrati ne bi vedel, kako je mogoče, zelo verjetno, da bo ta vlada te stvari počela. In kako bo v imenu tega, da je treba zmanjševati javno porabo, se zgodilo kup raznih čudnih uničevanj in iztrebljanj in podobnega. To je problem. Če bo vlada znala upoštevati avtonomne, bom rekel, institucije v tem sistemu, se z njimi dobiti, napraviti prave evalvacije in tako naprej. In na osnovi tega potem, ko bi rekel, uvajati določene spremembe. In to ni nekaj, kar se mora delati 2 let. Evalvacija se naredi mesec, 2 in tako dalje. Če bi se tako res delali brez nekih fig v žepov in ne z vnaprejšnjimi izključitvami in tako dalje, potem bi se strinjal. Ampak jaz vem, da se to ne bo tako dogajalo in zlasti recimo, ne vem, recimo, da bo. Že vem za neke nove koncepte, kako se bo reorganiziralo visoko šolstvo. To bo povzročilo ogromno veliko več entropije, kot bi že samo dejstvo, da se pusti stvar taka, kot je. Čeprav ni dobro, da se pusti taka, kot je. In tako dalje. Torej, glavni problem je ta, da je Slovenija strukturno, kot država, strukturni ustroj Slovenije je dedovan iz socializma in je neprilagojen na telematsko družbo 21. stoletja v mnogih segmentih. In zato, če bo šlo tako naprej, bomo pač kot dinozauri bomo odmrli. Drugič, to poveličevanje javnega sektorja in jaz sem tudi bral nekje, da je Republika Gana iz subsaharske Afrike v vrhu razvoja satelitske tehnike. To je približno tako, kot da je Slovenija na repu držav, ki imajo najmanj javne porabe. Če bi rad povedal, druga zadeva, kar se pa tiče visokega šolstva, je pa ta, da je seveda minister Gregor Golobič visokemu šolstvu prizadejal, ker pa jaz kot visokošolski učitelj vem in lahko dokazujem to, pa to ljudi ne bo toliko zanimalo, ogromno škodo. In bo imela ta vlada zdaj predvsem, da recidive, bi rekel, liberalne akademije, se pravi Zaresove in LDS-ove opustošenja javnega in visokega šolstva, tudi osnovnega šolstva pod ministrom Gabrom, odpravlja. To je pa žalostno dejstvo. Zdaj, mogoče, Igor, govorilo se o tem konsenzu, mislim, oziroma nekem širšem konsenzu, ne samo v bistvu znotraj politike, verjetno tudi s sindikati in z ljudstvom, v bistvu, to se pravi, ta vlada bi pravzaprav morala podpisati pogodbo z ljudstvom, ali misliš, da je možen ta konsens? Glede na te prve napovedi, odzive sindikatov in reakcije, v bistvu, ki se pač, ki so se... Zelo težko. Vsekakor za neke resne reforme bi bil potreben konsens tako za opozicijo, kot bi rekel z družbenimi skupinami, ker sicer se zgodi z njimi podobno, kot se je zgodilo v času Pahorjeve vlade, pač nekdo skliče referendum in zadeva pade. In zdaj, gospod Janković je napovedal, pač, da bo podpiral te projekte vlade, se pravi reformsko naravnane, ki bodo pozitivni za Slovenijo. Seveda, da je vprašanje, kaj bo on imel za, bi rekel, koristne za Slovenijo in kaj ne, ampak načeloma, če gledamo, bi verjetno lahko dobila ta vlada neke vrste podporo ali pa soglasje vsaj velike večine poslancev strank, ki se pravi prisega samo koalicijo. Nekaj podobnega so že tudi imeli v času prve Janševe vlade, ko so imeli partnerstvo za razvoj, nekaj podobnega očitno ne bi tudi zdaj imeli. Zdaj, gospod Lahovnik, zanima me, v bistvu eden od komentatorjev napisal, je Slovenija Titanik ali Concordija. Na Titaniku je večina ni preživela, na Concordiji pa praktično vsi. Zdaj, po nekaterih podatkih, v bistvu bo gospod Šuštaršič je, mislim, da je izračunal, da moramo letos privrčevati 800 milijonov evrov,
verjetno računa to še med nekim vzdržnim varčevanjem in sesutjem sistema. Kakšna je nevarnost, da bo prišlo do sesutja sistema, oziroma verjetno se bomo še vedno morali zadolžiti za kakšne 2 milijardi evrov. Kje bomo ta denar dobili, oziroma kako bo te stvari lahko reševala ta vlada? Mi smo se minula 4 leta praktično vsako leto oziroma zadolžili za dodatni 2 milijardi evrov in se zaradi tega tudi javni dolg podvojil. Težava sedaj je seveda, da Slovenija izgublja neko bonitetno oceno in je to ponovno zadolževanje, s katerim tudi odplačujemo oziroma refinanciramo ostali dolg zelo težavno, ker je pač referenčna obrestna mera že visoka, praktično na 7%, kar pomeni, da nam tuji upniki več ne zaupajo. Mednarodni finančni trgi kapitala so do sedaj ocenjevali politiko vlade kot vse manj kredibilno in mislim, da je naloga nove vlade, da to zaupanje povrne, to kredibilnost, in zato jaz če sem odkrit, jaz dvomim, da bo vladi uspelo takoj znižati za 800 milijonov evrov, ker mislim, da bo odpor interesnih skupin raznih tako velik, da enostavno to ne bo mogoče. Zadnji scenarij iz Grčije, v bistvu, kjer je prišlo do praktično do... Jaz upam, da ne, ker tudi ljudje za to nimajo razloga, mislim, da. Predvsem je pa, mislim, da bo pozitivni signal že, če jim bo, ne vem, polovica ali pa rečemo 500-600 milijonov evrov krčenja uspelo, vsaj del tistega, kar so napovedali, bo to nek pomemben signal, da smo na poti stabilizacije javnih financ. Pa treba vedeti, da najlažje je zniževati javno porabo takoj po volitvah. Bolj kot bomo bliže naslednjim volitvam, teže bo to, ker bodo tudi partnerji v koaliciji začeli odskakovati, bodo si poskušali nabirati točke pri določenih interesnih skupinah in bo predsedniku vlade vse teže izvajati to neko politiko. Zato mislim, da je sedaj ta signal zelo pomemben in upam, da bodo pri tem uspešni. Pa še to bi rad rekel, ko se govori veliko o konsenzu. Jaz mislim, da je to mit. Vedno, ko konsens dosežemo, če bi se dogovarjali, komu še dati kaj. Se pravi, povečevati javno porabo, tam se bomo hitro strinjali. Takoj, vlada v bistvu potrebuje neko večino in večino je zato je dobila na volitvah, da te ukrepe izpelje. Je pa res, da mi imamo referendumsko ureditev, ki je precej zapletena, ki omogoča seveda tudi, da se določene ukrepe hitro zaustavi, če so močne interesne skupine zadaj, tako da bo zelo težko in jaz vladi ne zavidam, mislim, da so v težki situaciji po svoje težji kot vlada leta 2008, ker ni več manevra za zadolževanje. Ta prostor je takrat za to še bil in zato bi jim jaz dal, mislim, da si zaslužijo vsaj priložnost, da počakamo, kako se bodo tega, da pač kako se bodo tega lotili, pa predvsem mislim, da je zelo pogumne so te napovedi o omejevanju javne porabe, tudi o zniževanju števila ministrstev, da so se tega lotili in mislim, da je to predvsej bolj tudi politično kredibilno, kot pa bi bilo, če bi recimo na te zaveze enostavno pozabili in bi ravnali kot kapitan s Ketino, ko že govorimo o Concordii, da bi se lepo zabavali svojim spremstvom na ladji, ladja Slovenija bi pa medtem nasedla. Mislim, da je predvsej bolj odgovorno to, kar počnejo, da so enostavno realno pokazali situacijo, povedali, kje je ledena gora in da poskušajo zdaj ta kurs, ki je bil naravnan, obrniti, ne glede na vsa nasprotovanja. Zelo na kratko, če lahko, ker smo praktično pri koncu. Jaz sem samo hotel reči, mislim, eno tezo, ali, to se pravi, če povzemam gospoda Lahovnika, je ali tej vladi uspe, ali je pa naslednja stopnja prisilna uprava, ali kaj je v bistvu? Jaz eno mislim, da... Takoj vam dam povrste besedo, lahko pa tudi... Jaz bi rekel, da prisilna uprava je pač odvisna od zrelosti ljudi. Predvsem se ljudje ne smejo, bi rekel, morajo ločevati med socialnim dialogom in demagogijo, ker dialog ni demagogija. In Dušan Semolič je tukaj človek, ki je socialno najbolj glasen v svojem življenju, k tej socialni nič prispeval, ker je vedno živel na račun politike. Dobro. On ni nikdar nič delal. In se s takim človekom v imenu delavskih interesov potem enostavno ne moreš pogovarjati. Mi moramo priti čez močvirje, čez minsko polje, kot to imenujete, demagogije. Izvolite, gospod Štrajn, pa gremo na drugo stran, pa zaključimo. Skratka, mislim, da se strinjam, da seveda
kakršnakoli vlada bi že bila, kaj posebno velike izbire nima, mora plavati s tem tokom, ki se imenuje Evropa. Ne? S tem, da bi pa rekel, da so na tej ravni Evropske unije pa stvari, bi rekel, zdaj malce nejasne in vprašljive. Dejstvo je, da sedanja evropska elita, sedanja, ko bi rekel, stranke, politične opcije, ki sedaj vodijo Evropo, nimajo prav dobrih idej. Ne? Imajo zelo malo idej ali pa pridejo z idejami prepozno, kot se v primeru Grčije vidi. Ja, se pravim, in verjetno je, da bojo v naslednjih 2 letih v Evropi tudi večje politične spremembe, verjetno, da se bojo oblikovale druge paradigme, ker trenutno zdaj se, kot vemo, recimo Krugman in Štiglic sta zelo kritična do sedanje evropske ekonomske politike in tako dalje. Se pa strinjam, ne more, Slovenija ima nek manjši manevrski prostor in tle lahko določene stvari pač naredi tako ali drugače. Ampak, kar se tiče pa teh raznih konsenzov pa tako dalje, se strinjam, da te konsenzi so lahko začasni in so seveda zmer poroke iz koristoljubja. Ampak, recimo, imeli smo smo imeli primere pred vstopom v Evropsko unijo, ne? Se cel javni sektor strinjal, da je počakal, da ni svojih pravic uveljavljal. Zdaj, če povzamem, Slovenija lahko ne more rešiti Evrope, lahko pa reši sebe na kratko, samo če lahko zaključno. Razlika te vlade pa leta 2008 je verjetno največja v tem, da je zavedanje potrebe po nekem zategovanju pa so bistveno večje, pa pripravljenost na odrekanje je bistveno večje. Pa še ena razlika je, se mi zdi, da smo veliko bolj angažirani, ljudje veliko pogosteje izražamo tudi na ulici neke svoje interese. Petek, recimo, bodo spet demonstracije za akto. Ja, Anonimus, ja. To je posebna tema. Zdaj, samo še eno vprašanje, mogoče, Igor, ima dovolj ta vlada javnomnenjske podpore, da bo lahko zdržala cel mandat oziroma te preizkušnje, ki jih ima pred sabo? Vlada bo mogla predvsem... Ali bo pač mogla odmisliti javnomnenjske ankete in rezultate? Ja, vlada bo mogla predvsem pokazati neko zrcalo, nek zgled javnosti. Če bo delala takšne napake, kot jih je delala Pahorjeva vlada, potem bo tudi se končala tako. Kar pomeni, da v bistvu mora biti zgled ljudem, ne sme početi nič takega, da bi ljudje mislili, da so ministri privilegirani in da obstaja nek sloj višji in da oni morajo pa nositi tisto najtežje breme. Dobro, jaz bi, ker smo že presegli čas oddaje, bi se vam seveda zahvalil za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.